Zdaj, če je tehnika pripravljena, bi morda kar začeli, ura je 11. Vsi lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci, ki smo jo sklicali v zvezi z pripombami na predlog zakona o varovanju kulturne dediščine, tako imenovan ZVKD-2. Sosklicatelji so poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani še Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstveno-raziskovalni center SAZU in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Med nami pozdravljam tudi dekanjo, profesor dr. Ireno Lazar in še nekaj kolegov z Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na spletni strani Leta dediščine je objavljenih več sklopov pripomb, tudi tiste, ki smo jih pripravili na Filozofski fakulteti, tudi nekaj društev, s katerimi tudi vedno sodelujemo, oziroma sodelujejo predstavniki posameznih ved, recimo Arheološko društvo, Slovensko umetnostno-zgodovinsko društvo so objavili tudi na tej strani, poleg na njihovih straneh. Vemo tudi, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine podal svoje pripombe in nekaj drugih strokovnih organizacij in društev. Na današnji konferenci bomo na kratko predstavili te pripombe profesor Predrag Novakovič, ki je profesor na oddelku za arheologijo in tudi predsednik Slovenskega arheološkega društva, potem Jana Puhar, ki je kustosinja arheologinja v Posavskem muzeju Brežice in obenem tudi študentka heritologije na Filozofski fakulteti. Moje ime je pa Matej Klemenčič, sem profesor na oddelku za umetnostno zgodovino, sem tudi član izvršnega odbora Slovenskega umetnostno-zgodovinskega društva in predsednik strokovnega sveta ZVKDS. Med gradivom, ki ste ga dobili, je označenih nekaj sklopov pripomb, ki smo jih pripravili na Filozofski fakulteti. Kot veste, je zakon prišel v javno obravnavo v drugi polovici decembra, vmes so bili potem še prazniki, v januarju je tudi na fakulteti kot na drugih inštitucijah seveda potekala natančna analiza teh predlogov. Na fakulteti smo konkretne pripombe nekako združili v 5 točk, in sicer en problem je omejevanje raziskovalne dejavnosti na področju dediščine, drugo je zmanjševanje stopnje varstva dediščine, tretji olajšanje postopka za uničenje nepremične kulturne dediščine, zmanjševanje strokovne avtonomije javne službe za varstvo kulturne dediščine in kot zadnji pomanjkljivo opredeljevanje muzejske službe, njenih funkcij in njenega delovanja. Mi trije se bomo omejili pač na par takih detajlov, potem pa smo seveda tukaj na voljo tudi za še kakšna vprašanja in komentarje. Zdaj, kot umetnostni zgodovinar, kot nekdo, ki se seveda pri svojih raziskavah tudi stavbno dediščino zelo veliko ukvarjam, pa kot nekdo, ki je vsaj v zadnjem desetletju malo bolj tudi seznanjen in vpet v delovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sem želel opozoriti na 2 oziroma 3 elemente povezane prav z delovanjem zavoda in z seveda raziskovalnim delom znotraj tega, ker je pa seveda povezan tudi z inštitucijo, na kateri sem zaposlen. Ena stvar je organiziranost Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ga določa 118. člen predloga novega zakona. Ena od stvari je, da število in meje območnih enot določi minister, brez kakršnega koli dodatnega pojasnila. To pomeni, če zelo poenostavimo zadevo, da minister lahko kadarkoli brez kakršnih koli strokovnih podlag število in meje območnih enot spremeni in za konzervatorje to pomeni seveda, da se morajo v naslednjih nekaj mesecev ali celo dalj časa v bistvu na novo ukvarjati z prenosom dokumentacije arhivov, s spoznavanjem terena, s spoznavanjem deležnikov na terenu. Lahko rečemo, da se je prisiljen potem ukvarjati sam s sabo. In obenem seveda poveča tudi možnost raznih političnih mahinacij. Druga stvar, ki je tudi določena v tem 118. členu, je pa ukinitev službe za kulturno dediščino in s tem seveda tudi ukinitev položaja generalnega konzervatorja.
S tem je, spet še poenostavimo, ukinjena edina služba, ki skrbi za usklajevanje delovanja posameznih območnih enot, za konec koncev pomeni to strokovno slabitev in fragmentiranje javne službe ZVKDS-ja. Potem je pa še en tak konkreten primer na področju stavbne dediščine. V starem zakonu, oziroma trenutno veljavnem zakonu, je tako imenovani zloglasni, kot smo dostikrat rekli, 31. člen, ki ima naslov Kulturno-varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ta člen je omogočal ob ustreznih strokovnih podlagah in seveda politične odločitve na koncu ministrstva odločitev, porušitev oziroma uničenje neke recimo stavbne dediščine, je pa določil seveda možnost nekega izravnalnega ukrepa in seveda je predvideval tudi raziskovanje kot podlaga za dokumentarno varstvo, za arhiviranje dediščine. Žal, ta člen, ki deloma prevzema ali pa nadomešča 31. člen, to je 88. člen novega zakona, poenostavlja postopke, poenostavlja za investitorje, skratka investitorjem olajša rušenje dediščine celo mimo Zavoda za varstvo kulturne dediščine in v primeru izdaje dovoljenj vso težo odločitev prelaga na posamezne konzervatorje oziroma posamezne območne enote. In kar je še na nek način hujše, omogoča uničenje dediščine brez izvedbe nujnih raziskav in izdelavo dokumentacije, ki je osnova za dokumentarno varstvo, kar pomeni, da omogoča popoln izbris dediščine, torej tudi ti spomina, ki ga v recimo nekih najhujših primerih zagotavlja dokumentacija. Zdaj bi pa kar predal besedo. Hvala lepa, Matej. Jaz pa nekako nalogo, da predstavim dva vidika. Eden vidik je problem raziskovalne dejavnosti, ki je v sedanjem predlogu zakona zelo slabo prisoten oziroma praktično onemogočen v številnih pomembnih delih, drugi pa nekaj več o problemu arheološke dediščine. Mogoče bi začel z drugim delom. Namreč arheološka dediščina je specifična v primerjavi z drugimi vrstami dediščine, ki jih poznamo. Namreč ona obstaja, dokler jo ne najdemo, obstaja kot potencial. Obstaja kot nekaj, o čemer še nič ne vemo, kar bomo našli naključno ali kakorkoli drugače in šele takrat bomo lahko začeli ustrezno ukrepati in varovati. Ampak seveda, če mi ne varujemo njenega potenciala, še preden jo odkrijemo, jo ne bomo nikoli odkrili in bo uničena, ne da bi sploh vedeli o njej. To se seveda zavedamo tudi zakonodajalci v zadnjih desetletjih in zato so tudi v zakonih sedanjem in preteklih upoštevali to dejstvo in varovali tako imenovani arheološki potencial, zato da bi pač arheološka dediščina sploh imela možnost biti odkrita oziroma ustrezno varovana. Samo toliko za uvod o dediščini. Zdaj, ta zakon, predlog zakona, na tem področju znižuje raven varovanja arheološke dediščine v primerjavi z obstoječim zakonom. Ne bi vam našteval zdaj vse podrobnosti, kjer bi lahko to pokazali, bilo bi preveč citiranja členov in posameznih izrazov. Stvari se lahko ogledate na spletnih straneh, ki jih je kolega Klemenčič omenil, lahko natančno vidite vse pripombe, tudi na spletni strani Slovenskega arheološkega društva imamo pripombe iz 4-5 različnih skupin, fakultet, združenja zasebnih izvajalcev v arheologiji in podobno. Tam si lahko natančno to ogledate. Tukaj, kar je ključna stvar pri varovanju dediščine, je, da se je zmanjšala raven varovanja v prostorskih aktih. Namreč vemo, da razvoj in urejanje prostora poteka najpogosteje na način, da se pripravljajo različni prostorski načrti, kjer se seveda opredeljuje obvezne sestavine in tudi varstveni režimi dediščine, med njimi tudi arheološke. Na tem področju prihaja do znižanja dosedanjega nivoja varstva. Ne bi šel v detajle. Kot smo rekli, v pripombah si lahko natančno preberete. Gre za en kompleksen sistem, ki zahteva nekaj časa pa poznavanja materije, da se vidi, kje realno se stvari iz nekdaj obveznih
sestavin, obveznih napotkov spreminjajo v priporočilne, kar pomeni, da je potem prepuščeno različnim odločevalcem, da sprejmejo ali ne, oziroma se zmanjšuje obvezna komponenta strokovne podlage, se pravi, da so tudi odločitve lahko sprejete brez ustreznih strokovnih podlag. To je, kar se tiče čisto arheologije in zlasti njene povezave s prostorskim urejanjem. To je namreč področje, kjer je arheološka dediščina vedno v neki nevarnosti, da bo, če ne bo pravočasno in ustrezno odkrita, zavarovana, tudi raziskana, izkopana, umaknjena v muzeje, da bo pravzaprav uničena. To recimo ureja eden najpomembnejših aktov na tem področju, to je Mednarodna konvencija o varstvu arheološke dediščine iz La Valette iz leta 1999, ki je Slovenija ratificirala. In ima seveda v tem smislu primarno izhodišče za vso našo kasnejšo zakonodajo na tem področju. Druga stvar, ki bi jo pa povedal na področju arheologije in se tudi tiče Filozofske fakultete najbolj neposredno, je, da je bil zakon pripravljen izrazito ozko, ali vsaj predlog, bolje rečeno, izraža eno izrazito ozko gledanje na dediščino in to samo iz varstvenega vidika, ne upošteva pa dejstva, da so tudi drugi subjekti, ki delujejo na svojem področju, avtomatično tudi subjekti, ki delujejo na področju dediščine. Znanstvene raziskave, zlasti tistih ved, ki so neposredno vključene v preučevanje tistega, kar so vsebine dediščine, arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina in še bi lahko iskali, heritologija kot krovna veda o varstvu in življenju z dediščino, da so pravzaprav te raziskave absolutno pozabljene, neupoštevane, celo v nekaterih elementih niso možne, kot jih ta predlog zakona predvideva. Kar je seveda absurdno, kajti vsakič, ko etnologi, arheologi, umetnosti, zgodovina raziskujemo iz čisto znanstvenih motivov, mi imamo neposredno posledico na dediščino. Odkrivamo nova najdišča, odkrivamo nove stvari, ki so potrebne za to ustrezne zaščite, ustreznega varstva, ustrezne vključitve v nek sistem upravljanja z dediščino. In seveda tudi prispevamo znanje o dediščini, znanje o kulturi preteklosti, ki je seveda sestavni del tistih vsebin, ki jih varujemo. Se ne varujemo samo zidove, varujemo tudi vsebine, o katerih te stvari pričajo. In na žalost je zakon pisan, predlog zakona pisan na način, ki vse to, bom tako rekel, v največji meri izpušča, se ne zaveda tega in na nekaterih točkah celo ne omogoča arheoloških raziskav, na primer. V raziskavah na dediščini, ki so tukaj v predlogu navedene, je govora o dveh vrstah raziskav. Ene so za identifikacijo dediščine, ki naj bi jih izvajala samo javna služba, druge so pa, in tukaj je en tak, moram priznati, nenavaden termin, raziskave za določitev varstva ukrepov, kjer so navedeni kot možni subjekti javna služba, se pravi, v Sloveniji je to pravzaprav zavod, mogoče tudi muzej kot javna služba v enem delu, in navaja osebe, fizične in pravne osebe zasebnega prava. Popolnoma so izpuščene osebe, pravne osebe javnega prava, inštituti, univerze in druge raziskovalno-izobraževalne ustanove. Še najbolj, bom rekel, to sicer ni tako pogosto, ampak je to, izpuščene so možnosti, da bi lahko tuji raziskovalci k nam hodili, ne nazadnje. Naši raziskovalci hodijo tudi v tujino raziskovati. Ne vem, pred kratkim smo brali o kolegu Ivanu Šprajcu, koliko uspehov je doživel v svojih raziskavah v tujini, v Meksiku, pa še drugje. Ta zakon ne omogoča, da se pridobi soglasje za enega takega tujega raziskovalca. Saj ti tuji raziskovalci vedno sodelujejo z domačimi raziskovalci, to ni neka privatna ekspedicija, ampak ni mogoče pridobiti, recimo. To so pozabili, namreč usmerili so se izrazito v ta varstveni, osnovni varstveni, najožji varstveni kanal, če se tako izrazim, in pozabili, da pravzaprav k varovanju dediščine, temu celostnemu varovanju, o čemer lahko beremo v uvodu k temu predlogu zakona,
sodijo še številne druge komponente, ne, in da pravzaprav je potrebno tukaj narediti eno pametno integracijo vseh prizadevanj in tako naprej. To sta dve glavni zadevi, o katerih bi zdaj povedal, kje so tisti temeljni problemi tega zakona, kot sem rekel, številnih pripomb na številne člene je toliko, da enostavno smo jih posebej navedli v drugih virih, si jih lahko preberete. Ne? Hvala. Del predloga zakona, ki naj bi urejal področje muzejev. Na kratko bom predstavila bistvene pomanjkljivosti, ki smo jih prepoznali v okviru študijske skupine učiteljev in doktorskih študentov heritologije, ki smo zakon preučili skozi muzeološko in heritološko teorijo. Čisto na začetku mi dovolite, oziroma bi želela poudariti, zakaj je zakonsko dobro urejeno področje muzejev pomembno za vse nas, za celotno družbo. Muzeji, in sicer kadar opravljajo svojo družbeno funkcijo, so ustanove, ki vzpostavljajo temeljni odnos javnosti in družbe do dediščine in jo tudi raziskujejo. Muzeji ohranjajo kolektivni spomin in vrednote in znanja dediščinskih skupnosti, s tem pa tudi vključujejo javnost v dediščinske procese in ohranjajo in varujejo dediščino v izvornem okolju. Obenem pa tudi ohranjajo živ stik s kulturno krajino in njenimi prebivalci. Ključna vloga muzeja je tako komunikacijska. Temelji pa na predhodnem raziskovalnem delu, ki obsega tako raziskave dediščine, kot tudi raziskave družbe, njenih navad, potreb in njenega odnosa do dediščine. Muzeji morajo biti sposobni prepoznavati in komunicirati pomembne družbene teme in jih osvetljevati s pomočjo znanj, ki so shranjena oziroma zakodirana v dediščini. Muzej se tudi ne sme zadrževati pred tem, da bi odpiral težka družbena vprašanja in teme, ob tem pa se mora zavedati raznolikosti svoje javnosti in konfliktnosti dediščine. Ta pravkar opisana vloga muzeja bi se morala odražati tudi skozi ta predlog zakona v tem delu, ki ureja področje muzejev. Pa se ne. Pripravljalci zakona je, kot kaže, niso prepoznali. Še več, skozi določila je razvidno, da so nekatere od navedenih muzejskih funkcij celo omejene z zakonom. Tako je na primer v 139. členu lokalna javna služba muzejev opredeljena neskladno z naštetimi muzejskimi funkcijami, ki obsegajo med ostalim tudi obveznost vodenja dokumentacije, ki je temelj delovanja muzeja. Umanjkajo pa tudi druge naloge muzeja, kot jih opredeljuje UNESCO-ovo priporočilo o varstvu in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi. Še zlasti ta del, ki ureja sodelovanje z dediščinskimi skupnostmi. V teh manjših lokalnih muzejih, ki so v zakonu imenovani muzeji brez pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, bi bile tako muzejske funkcije močno okrnjene, kar ima za posledico ogrožanje dediščine in izgubljanje kolektivnega spomina. Na podoben način zakon omejuje tudi zasebne muzeje in zasebne pobude na področju ustanavljanja muzejev. Iz muzeološke teorije in prakse namreč vemo, da so ravno manjši lokalni muzeji tisti, ki z lahkoto vzdržujejo pristen stik z dediščinsko skupnostjo in se imajo možnost spontano odzivati na potrebe svoje javnosti. Če jim bodo te funkcije odvzete in če bodo, kot to predvideva 132. člen, podrejeni večjim občinskim muzejem, ne bodo več mogli suvereno upravljati svojih nalog in bodo s tem izgubili družbeno relevantnost. Predlog zakona pušča odprta tudi vsa ključna vprašanja muzejev, tako organiziranost kot financiranje kot pristojnosti. In vse to prelaga na uredbo, ki naj bi bila pa pripravljena z enoletnim zamikom in katere vsebina je v celoti neznana. Predlog vpeljuje tudi pojem mreže muzejev, ki v definicijah ni pojasnjen, tako da dejansko iz zakona ni razvidno, kako bo mreža muzejev vplivala na izvajanje državne javne službe muzejev in kakšna je v resnici funkcija te mreže. Torej, teh pripomb je preveč, spet tako kot je profesor povedal, da bi jih naštevali vse po členih. Recimo, če povzamem neke osnovne ugotovitve o predlogu zakona, pa so, da je terminološko neustrezen in izhaja iz napačnih izhodišč, češ da je potrebna korenita sprememba zakona, ne pa njegova nadgradnja.
Predlog zakona je nastal v naglici, brez predhodnih analitičnih podlag in v ozkem krogu predlagateljev. V pripravo niso bili vključeni strokovnjaki iz področja dediščine in muzeologije, dediščinske ustanove in tudi ne socialni partnerji. Besedilo predloga zakona je polno nedoslednosti, tako na jezikovni, strukturni kot vsebinski ravni. In predlog tudi, kot smo že omenili, ni usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi normativnimi podlagami ter muzejsko teorijo in doktrino. Nepremišljeno tudi uveljavlja spremembe nekaterih pravilnikov, ki bodo negativno vplivali na konkretno delo v dediščinskih ustanovah. Poleg tega pa so pomanjkljivo opredeljene muzejske funkcije in niso prepoznane smernice, ki opredeljujejo delo sodobnega muzeja. Predlagatelj, na primer, ni prepoznal potrebe, da bi v zakonu lahko pripravil nastavke za participacijo javnosti v dediščinskih procesih. Prav tako je odsotna vizija digitalne transformacije družbe. Recimo, ko se bo pojavila zahteva, da so podatkovne baze muzejev ne le odprte in prosto dostopne, ampak tudi interoperabilne, povezljive in po standardih usklajene z bazami arhivov in knjižnic, kar se že uveljavlja v evropskih in drugih muzejih. Recimo teh nastavkov v zakonu ni. Ena pomanjkljivost je tudi, da zakon odvzema številne pristojnosti službi za premično dediščino in muzeje, ki je trenutno edina entiteta na področju premične dediščine, ki omogoča strokovno koordinacijo med muzejskimi strokovnjaki in je zadolžena za pripravo poročil in drugih dokumentov, ki strokovno urejajo področje muzejev. Služba za premično dediščino in muzeje bi morala torej ohraniti to vlogo. To so samo nekatere generalne pripombe na tisti del, ki ureja muzeje. Pa mogoče idemo na ta del vprašanj. Mogoče za zaključek rekel še to, da obstoječi zakon, torej ZVKD-1, vsekakor potrebuje popravke. Tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine je prvič te popravke pripravil že pred vrsto leti, menda še v času ministra Peršaka, kasneje ta seznam večkrat ažuriral. Ministrstvo za kulturo se je v tem mandatu končno odločilo, da na tem področju nekaj naredi, ampak se iz mene znanega razloga niso odločili za popravljanje obstoječega zakona, ampak za izdelavo novega. Pri tem smo se seveda, ko je prišel v javno obravnavo, srečali s številnimi problemi, zato smo na Filozofski fakulteti v sklepu naših pripomb pozvali predlagatelja, da predlog zakona umakne oziroma predvsem, da upošteva vse prispele načelne in konkretne pripombe, novo besedilo potem uskladi z vsemi ključnimi deležniki, tudi z visokošolskimi ustanovami, ki imajo konec koncev največ znanja na tem področju, ter zakon potem ponovno da v javno razpravo. To se nam zdi zelo važno, tako da če bo prišlo do popravkov tega predloga, da gre še enkrat v javno razpravo, ker ko vse te naše pripombe in njihove ideje združimo skupaj, seveda lahko zaradi narave zakona razdelitve po členih pride seveda do kakšnih novih težav. Tako da v vsakem primeru neka nova javna obravnava za dovolj časa, en mesec pa pol je mogoče celo premalo, torej to je vsekakor nekaj, kar je nujno. Zdaj pa mislim, da čas za vaša vprašanja. To vašo zahtevo, Ne, nekega neposrednega odziva ni, oziroma arheološko društvo in recimo arheologi kot ena od ved pa je že dobila odziv. Tukaj moram reči, da se je ministrstvo odzvalo. Mislim, da je bilo arheoloških pripomb iz vsaj 7-8 organiziranih skupin, različnih organizacij in profilov arheologije, raziskovalcev, zasebnih izvajalcev storitev, obrtno-gospodarske zbornice je bilo kar veliko. Zato se je ministrstvo že odzvalo in je povabilo eno tako skupino arheologov iz različnih teh sektorjev na pogovore. Tukaj se šele začenja to, tako da tukaj se je ministrstvo odzvalo, to pa je treba povedati. Ne poznamo, če so komunicirali z drugimi skupinami, z drugimi bloki, če tako rečem, to ne vemo. Predpostavljam pa, da tudi. Ker težko bi popravljal samo en del zakona, ne da bi eventualno nekatere druge stvari tudi bile zaradi tega prizadete.
Po neuradnih informacijah je predvideno, začeli so z arheologijo, ker je bil največji sklop pripomb, potem so pa predvideni tudi še drugi posvetovalni sestanki in usklajevanje. Čelika. Smo dobili pač informacijo, da bo komentiral zakon, preden gre pa medresorsko. Torej, ali se vidi morda, da je dejansko že dogovorjeno, da bo šel v medresorsko usklajevanje brez kakšne koli debate, oziroma kako si to razlagate, da niste bili povabljeni, oziroma da smo bili slišali. Ne, kolikor... Se jih zdaj izrazili. Pripombe so, oziroma odprta obravnava, javna obravnava je bila do 31. januarja, ne, se pravi, zdaj smo dober mesec po tem, ne. Verjamem, da je bila količina pripomb, ne samo arheoloških, tudi drugih, zelo, zelo velika in je potrebno bilo nekaj časa, da se je lahko to pregledalo in tako naprej. Zdaj, težko komentiram, ker res ne poznam informacij, kako gre zdaj s temi namenom ministrstva, katere postopke zdaj želijo dati, ali v medresorsko obravnavo, ali karkoli že, ne. Tudi mogoče obstajajo neke več stopenj medresorske obravnave, preden se da, tako da tudi to dopuščam, ne. Seveda pa že to dejstvo, da so poklicali arheološke strokovnjake v pogovor oziroma v debato o določenih problematičnih stvareh, razumem kot pripravljenost, da bodo vendarle upoštevali, ne, nekatere pripombe oziroma mnenja, strokovna mnenja, tukaj ne gre za osebne pripombe, gre dejansko za strokovna mnenja deležnikov, ne rečem samo arheologov, tudi iz drugih ved pričakujem nekaj podobnega, ne. Pa tudi na nekaterih splošnih vidikih zakona, ki se tičejo celotne dediščine, ne glede na njeno zvrst. Tako da odgovor ne vem, ne znam povedati to. Tako ga pa predvidevate, da ta zakon inspirativno ni bil samo v evropskem krogu, da je vsaj za vaše področje, da so nastajale, ne? Za koga predvidevate, da je to bilo mnogo napisano? Predvidevamo, ker enostavno nismo bili vključeni, ko se je za LPD-1 pripravljal, je bil v širši razpravi strokovne javnosti, zdaj pa tega ni bilo preprosto. Tako da si lahko mislimo, da enostavno v nekem ozkem krogu, kjer sodelovala Univerza, muzeji kot ustanove, pa ne. Niti ne Zavod za varstvo kulturne dediščine. Ne zavod. Iz leta 8? No, je bila neka dodatna sprememba, ne. Ampak to je bilo, ni bilo tako, leta 8, pa ja. Čekamo. In neke stvari zapiral, nekatere pa odpiral. Če delaš nov zakon, moraš imeti argumente, zakaj ga spremeniti. Mi lahko povemo samo tisto, kar piše v uvodni razlagi predloga novega zakona, ne. Zakaj so tiste teme oziroma razlogi za spreminjanje, ne. Ni narejene nobene, če tako rečemo, empirične ali druge ocene učinkov zakona, obstoječega zakona, ne. Tudi ni navedeno nekih, če tako rečemo, empiričnih predvidevanj učinkov predloga oziroma zakona, če bi bil sprejet v takšni obliki. Tako da tukaj oba predloga oziroma zakon in predlog pokrivata izredno obsežna področja, zato je v bistvu težko narediti eno, če tako rečem, resno študijo, evalvacijo učinkov, nenazadnje
od leta 2008 do danes so se spremenili zakoni tudi na številnih drugih področjih, kjer se seveda dediščinsko področje srečuje in nastopa in seveda tudi drugi zakoni bi morali upoštevati zakon o kulturni dediščini in tudi delovanje na področju kulturne dediščine bi moralo upoštevati nove, drugačne zakone na drugih področjih. Ne. To je taka odprt proces, kjer ni tako enostavno, ni pa nemogoče, da se razumemo, ne, ni tako enostavno podati res natančnih ocen, predvsem pa jih je potrebno dati za posamezna področja. Ne moremo v celoti, ne, področje nepremične dediščine, nesnovne dediščine, stavbne in tako naprej. Ne. Tako da tukaj bi, ali pa področje umetnostno-zgodovinske dediščine, praktično po več oseh bi bilo to treba. Nemogoče je dati to v eno samo zadevo. Ne. No, To je zainteresiran za takšno urejeno. Če smem. Ja, Jaz bom odgovoril, ne, jaz mislim, da je tukaj to ne posledica ravno namenskega, ampak preozkega gledanja, ne namenskega, preozkega gledanja samo iz varstvenega področja, ne, čistega, ne, delamo samo za potrebe varstva, ne, ampak izpustilo se je to, delamo tudi za potrebe znanja, potrebe kulture, razvoja, ne, raziskave. Recimo arheološka dediščina mogoče na sebi združuje ali pa k sebi privlači vse najbolj nevralgične in problematične situacije, najbolj konfliktne. Ona se dogaja v prostoru, tudi druge dediščine so v prostoru, in tukaj seveda so interesi različni. Roko na srce, za marsikoga je kulturna dediščina ovira v razvoju. Ne. Enostavno v tem vidijo oviro in želijo si to oviro čim lažje, čim enostavneje preiti. Ne. Zato pa imamo varovanje dediščine, ne, v zakonodaji in celo imamo pravico zapisano v ustavi, kot je na redkih držav v svetu. Ne. Zato je tukaj država, da to, kar je definirala kot javno dobro in to varuje, tudi to varstvo udejanja skozi zakone, skozi druge stvari. Ne moremo si pa zatiskati oči, da je to situacija, kjer je veliko interesov, ki ne razmišljajo v korist dediščine. Zato je tukaj še toliko bolj potrebno razviten vzdržen sistem, ne, ki ohranja stopnjo varstva in jo skozi čas nadgrajuje. Res je, tukaj je preveč deležnikov, da bi jih zdaj lahko našteval, in preveč različnih interesov, govorimo na vseh oseh, od nivoja navadnega posameznika ali posameznice do malih skupnosti, do družbeno-političnih skupnosti, občin, države, korporacij in tako naprej. In tukaj je minister za kulturo dejansko glavna trdnjava, če lahko tako rečem, ki ima za nalogo, da varuje dediščino skozi zakonske in druge mehanizme, ki jih ima na voljo. Glede samega novega zakona, je pa ocena, da ga potrebuje. no, Potrebujemo spremembe. Zdaj, ne mene vprašati točno, ali je potreben zaradi tega nov zakon ali novela k obstoječemu zakonu ali kakršnikoli drugi mehanizmi popravkov. Tukaj bodo pravni strokovnjaki verjetno imeli svoja merila, po katerih se reče, ok, zdaj pa tega preveč, da bi šlo v to, gre v ono obliko popravljanja, spreminjanja. Ne. Tukaj gre za celo vrsto tudi nomotehničnih razlogov. Ne. Zakaj? Ne. Recimo, naprimer, ene stvari so nujne popraviti, namreč vmes smo spremenili zakonodajo na področju človekovih pravic, v smislu, da več ne moreš objavljati imena, pravico lastnikov do informiranosti in tako naprej, ne, kar se mora vgraditi oziroma na tak ali drugačen način v obstoječe prakse. Ne. Recimo, tudi upravni postopki so se ponekod popravili, zamenjali in jih moraš upoštevati. Ne. To so tiste nujne, logične sestavine popravljanja, ki gredo skozi čas. Ne. Dodanih je bilo nekaj sestavin, ki so nove, povsem nove, s tem nimamo problemov, zlasti tisti blok členov, ki govori o varovanju kulturne dediščine v primeru naravnih nesreč in tako naprej, česar prej ni bilo.
Logično je, da se v tem primeru postopki postavijo na hitrejši, učinkovitejši način, da se rešuje dediščina in tako naprej. To je logično, to pozdravljamo, ne. Zdaj, ali popravljati nov zakon, ali iz njega narediti 2, 3 zakona, ne, ali novelo zakona, to je pravzaprav na predlagatelju, da pove. On je sicer v uvodu v ta predlog zakona napisal razloge, zakaj so dali nov zakon. Osebno mislim, da nisem najbolj prepričan, če so te najbolj utemeljene, ne, ker tam je govora o razvoju digitalizacije, o popravljanju terminologije in tako naprej. Osebno ne vidim tolikšne teže teh argumentov, da bi bil potreben nov zakon, ne. So pa lahko drugi razlogi, dopuščam, to so pravni razlogi, pravniški razlogi. Je pa tako, ne, kot sem že prej rekel, pač skozi prakso uporab zakona, ne, tega obstoječega, se je seveda izkazalo, kaj vse bi bilo treba popraviti. Tudi konkretno, to je seveda najbolj pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine pri tem, in zato so oni nujne popravke že pripravljali, beležili in tem obveščali ministrstvo. Skratka, na nek način ne rabimo popravljen zakon, ne, ampak, kot je rekel kolega Novakovič, tukaj se treba zdaj odločiti, ali se gre v popravke obstoječega ali v popolnoma nov zakon ali tudi več zakonov, kot je bilo možno. Komentarji, so bili bistveni komentarji k staremu zakonu, kaj si želimo, kaj je treba popraviti, kako ga je treba izboljšati, in glavno vprašanje je bilo, ali je ta zakon dober ali ne, ali je potreben samo popravkov, ali je treba se odločiti za nov zakon. Pri tem, na tej okrogli mizi so sodelovali Robert Peskar kot generalni konzervator, Jelka Pirkovič kot ena od tistih, ki je pripravljala obstoječi zakon, Rajko Muršič, mislim, ne, z področja etnologije, in pa Gaspari kot arheolog. Tako da takrat smo nekako ugotovili, da bi najbrž bili dovolj popravki. Zdaj to okroglo mizo imate tudi na YouTube kanalu Leta dediščine Filozofske fakultete, tako da lahko poslušate. To je bilo konec septembra, začetek oktobra, takrat enkrat lanskega leta. Moram reči, da to je toliko obsežno vprašanje, da takole, mislim, niti nimam tule pred sabo. Tam bi bilo ključno, če gledamo stari zakon, ne, natančno opredeliti, kakšne raziskave so nujno potrebne v takšnem primeru, in tudi obstala pa tudi nujnost izravnalnega ukrepa, zato ker se je dalo zdaj to tako razumeti, kot pri registrirani dediščini potreben samo čisto spomenik. Skratka, šlo je za neko dikcijo v zakonu, ne, ki je omogočala nekoliko nenatančne razlage. In tretja stvar, nujnost oziroma, da je strokovna presoja tukaj ključna. Ne, mislim, da je prav, da je na koncu bil minister tisti, ker je tudi politično težo s tem prevzel odločitve, ne, ampak imeli smo primere v preteklih desetletjih, 2 desetletjih že skoraj, ko je politična odločitev ministra ali pa njegove ekipe, no, na ministrstvu nasprotovala odločitvi Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To je nekaj, kar se mi zdi nesprejemljivo. Ja, prosim.